Spoštovane in spoštovani, dobrodošli na uradnem odprtju razstave od Habsburških Brionov do medvojnega Celja, zgodba družine Turk. Dovolite mi, da najprej pozdravim veleposlanika Republike Hrvaške v Sloveniji, magistra Borisa Grigiča, predsednika Društva Slovensko-Hrvaškega prijateljstva, gospoda Mitjo Lamuta, goste iz Pulja, mešani pevski zbor Encijan, zborovodkinjo Ano Balog, ki deluje pri Slovenskem kulturnem društvu Istra iz Pulja, s predsednico društva Danico Aubel in ravnateljico Puljske knjižnice Nadjo Bužleta, ter potomce družine Turk. Naša neformalna himna Oj Triglav, moj dom, katere besedilo je napisal Matija Zemljič in jo uglasbil Jakob Aljaš, se bo morda zdela komu nenavaden uvod, glede na to, da je vsebina našega dogodka obarvana bolj morsko. A nedvomno so gore, pa tudi ravnica in morje, del slovenske identitete, ki je zasidrana v srcih Slovencev. Še posebej se teh naravnih vrednot zavedajo sonarodnjaki, ki živijo izven meja matične domovine, tudi naši gostje, ki prihajajo iz južnega dela Istrskega polotoka. To zavedanje pa je veljalo tudi pred dobrim stoletjem v času Avstro-Ogrske, v katerem se je odvijala zgodba družine Turk na Brionih. Pred 14 dnevi je bilo odprtje razstave v Puljski knjižnici v okviru tradicionalnih dni slovenske kulture v Istri. Dogodek so organizirali Celjska in Puljska knjižnica ter Slovensko kulturno društvo Istra. Njihova prizadevanja so rezultat že več kot 10-letnega sodelovanja. Več o projektnem sodelovanju bomo izvedeli v nadaljevanju. K besedi najprej vabim direktorico Osrednje knjižnice Celje, gospo Polonco Bajc-Napret. Spoštovana ekscelenca, gospod magister Boris Grigič, cenjeni podžupan mestne občine Celje, gospod Samo Seničar, predsednik Društva Slovensko-Hrvaškega prijateljstva, gospod Mitja Lamut, kolegica, ravnateljica Gradske knjižnice Pula, gospa Nadja Bužleta, s sodelavkami, sorodniki družine Turk, o kateri govori pričujoča razstava, pevci zbora Encijan, danes z nami tudi člani knjižničarskega društva Krapinsko-Zagorske županije, s predsednico in ravnateljico Gradske knjižnice Krapina, gospo Majo Vukina Bogovič. Dragi sodelavci in ostali gostje, toplo vas pozdravljam, dobrodošli v Celjski knjižnici. Naš domozdanski oddelek že vrsto let sodeluje s knjižnicami na Hrvaškem, kar me zelo veseli. Posebej z Gradsko knjižnico Pula, že več kot 10 let. Pred 7 leti smo podpisali tudi listino o prijateljstvu. In današnji projekt je tudi plod tega sodelovanja. Korenine domozdanskega oddelka v Celju sodijo v leto 1976, takrat je bil oddelek ustanovljen in vsa leta so zaposleni v tem oddelku prizadevno delali, predvsem, da so skupnost osveščali in ozaveščali o pomenu kulturne dediščine. In vrhunec tega dogodka oziroma tega domozdanskega oddelka je pravzaprav bil v 90-ih letih, ko je bil njegov vodja, žal že pokojni magister Branko Goropevšek. Naključje ali ne, na današnji dan bi magister Goropevšek praznoval svoj 58. rojstni dan. Naj bo današnji dogodek tudi na nek način v spomin njemu. Želim vam, da bi se lepo počutili, vabljeni tudi zvečer na koncert ob 18. uri v Narodni dom. In po dogodku ne odhitite prehitro, bomo degustirali tradicionalno slovensko potico.
Hvala, da ste prišli vsem skupaj in lep dan vam želim. Hvala, gospa Polonca Bajc napred. Sedaj pa k besedi vabim podžupana Mestne občine Celje, gospoda Sama Seničarja. Spoštovani veleposlanik, ekscelenca magister Grigič, spoštovani predsednik Slovensko-hrvaškega prijateljstva, gospod Lamut, spoštovana direktorica Osrednje knjižnice Celje, gospa Bajc, spoštovani cenjeni sodelavci ZRC SAZU in domoznanskega oddelka knjižnice Celje, dragi potomci družine Turk. Posebno dobrodošlico izrekam tudi MPZ Encijan in pa ravnateljici Puljske knjižnice, tule se skriva gospe Bužleta. Zgodba o nastanku te razstave se mi zdi naravnost zanimiva in čudovita in prave, da jo povemo. Moram priznati, da sam zgodbe o Juriju in Julijani Turk in o tem, kako sta povezala Brijone in Celje, prej nisem poznal. Ampak ravno te osebne, pristne zgodbe, ki zgodovino naših krajev izpričujejo na malce drugačen način, so tiste, ob katerih bomo Brijone ob prisotnosti seveda, kar me res veseli potomce družine Turk spoznali tudi iz drugačne perspektive, kot sicer te otoke poznamo. Celje je gostoljubno mesto, radi pogledamo kam drugam, radi vzpostavljamo nove vezi. Tako smo pred kratkim podpisali pobratenjem z mestom Šabac, prejšnji vikend smo praznovali 10-letnico pobratenja z mestom Gaziantep in zelo me veseli, da lahko danes gostimo razstavo naših najbližjih sosedov. Zato se tudi zahvaljujem Osrednji knjižnici Celje, ki ne samo z današnjo razstavo, z današnjim dogodkom, temveč svojim delovanjem skozi celo leto bogati kulturno krajino našega mesta. Vsem gostom iz tujine izrekam dobrodošlico v našem mestu in vam želim prijeten dan. Hvala, gospod Seničar. V posebno čast nam je, da je z nami veleposlanik Republike Hrvaške v Sloveniji, magister Boris Grigič. Prosim vas za nekaj besed. Hvala lijepa. Hvala prije svega organizatorima ove izložbe na pozivu i da Veleposlaništvo Republike Hrvatske u Sloveniji bude i počasni pokrovitelj ovoga događaja, što sam ja sa zadovoljstvom prihvatio i zato mi je i drago da je to realizirano i da ovdje mogu danas zajedno s vama pogledati izložbu koja sasvim sigurno će biti nešto što do sada nisam znao, što do sada nisam vidio, iako sam bio naravno na Brijunima u nekoliko navrata tijekom ovih zadnjih 60-ak godina. Pozdravljam ravnateljicu knjižnice, gospodina podžupana, gospodina predsjednika Društva Hrvatsko-slovenskog prijateljstva, pjevače iz Pule, pripadnike slovenske manjine, očito u Republici Hrvatskoj, je tako? I sve vas i vjerujem da ćemo sa zanimanjem i zadovoljstvom pogledati ovu izložbu. Osobito, evo tu su i potomci ljudi koji su nekako zaslužni što izložba postoji, dakle ljudi koji su Juri i Julijana, koji su to su skupa živjeli i doživjeli i radili, dakle bivali u tom vremenu prije više od 100 godina, zapravo, što je zaista jako dobro. Mene ovakvi događaji, ovakve izložbe, ovakva suradnja između lokalnih skupnosti u Hrvatskoj i u Sloveniji osobito veseli jer ona pokazuje i dokazuje i zapravo izvlači na površinu te neke relativno male, nepoznate, sitne priče koje pokazuju koliko
smo tijekom svih ovih godina pa i stoljeća bili skupa, surađivali, radili zajedno, selili se iz jednog kraja u drugi i pri tome sve to radili zapravo za boljitak i slovenskog i hrvatskog naroda i tih krajeva u kojima živimo već stoljećima, zajedno i premiješano. Ovdje vidimo danas i Pulu, i Krapinu, i Celje, evo ja sam došao do Ljubljane. Dakle, očito je da je suradnja između naših dviju država i gradova i institucija u tim gradovima jako dobra i čestitam svima koji su tome doprinijeli i želim da tako samo nastavi u buduće. Hvala vam lijepo. Hvala gospodu veleposlaniku za njegove besede. Sedaj pa prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru Encijan pod vodstvom Ane Balog in pesmi Mlade oči, avtor besedila Dušan Velkavrh, avtor glasbe Igor Jure Robežnik. Najlepša hvala mešanemu pevskemu zboru Encijan za to čudovito izvedbo. K besedi vabim predsednika Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva. Spoštovani veleposlanik Republike Hrvaške, spoštovani podpredsednik občine Celje, spoštovana direktorica muzeja, spoštovani vsi tukaj prisotni. Kot predsednik Društva slovensko-hrvaškega prijateljstva sem se z veseljem odzval, oziroma celotno društvo, ko je Celjska knjižnica poslala veliko ponudbo
da smo tudi pokrovitelji tega zanimivega dogodka v Puli in v knjižnici v Celju. Slovensko društvo našega prijateljstva deluje že več kot 30 let. Cilj društva pa je zelo enostaven, vzdrževati dobre sosedske, prijateljske odnose med narodima dveh držav, kjer meja ni tako pomembna. Razstava Celjske knjižnice je pravzaprav zanimiva in pomeni tudi eno vsebino delovanja našega društva, tega prijateljstva, ki ga včasih niti ne znamo dobro oceniti. Ta razstava je pravzaprav, po mojem mnenju, triplastna v povezavi med slovenskim narodom in hrvaškim. Tako na področju institucionalne povezave med obema knjižnicama, v odnosu Slovencev do hrvaških brionov, če tako rečem, in sploh povezave Slovencev s Hrvati, to se pravi družine Turk, z sicer Kupelweiserem, ki je bil Čeh oziroma Avstrijc, oziroma vsi smo bili v tem Habsburški monarhiji takrat, ampak ta povezava, kot je tudi veleposlanik Hrvaške lepo rekel, takšne povezave le še naprej lahko krepijo to prijateljstvo med nami. Jaz čestitam organizatorjem za to in pričakujem, predlagam oziroma želim, da bi še dosti takšnih sladkorčkov povezanosti med narodoma v takšni obliki našli tako v Srednji knjižnici Celje kot tudi na drugem področju, kar je pa tudi cilj vseh nas in tudi našega društva. Hvala. Hvala, gospod Lamut. Besedi vabim gospod Nadjo Božleta, ravnateljico Puljske knjižnice. Evo, dobar dan svima želim. Počašćeni smo, evo, što je Gradska knjižnica i čitaonica Pula već dugi niz godina jedan od partnera i surađuje s Gradskom knjižnicom Celje. Svakako želim zahvaliti prije svega ravnateljici Polonci Bajc napred, evo, na ovoj suradnji koja već traje 10 godina. Želim također zahvaliti i inicijatoru, da tako kažem, ove naše suradnje koja je krenula 2014. godine, gospodinu Srećku Mačeku, koji je zapravo i inicijator i koordinator svih ovih naših susreta. Evo, mogu reći da smo kroz ovih 10 godina zaista razmijenili brojne kulturne sadržaje između naših gradova i naših država i zaista smo vidjeli da imamo puno poveznica koje možemo kroz ovakve programe pokazati. Evo, mi smo i danas prije ovoga susreta predstavili programe s našeg dječjeg odjela knjižničarima iz Celja i to je, evo, jedan odličan oblik i kulturne suradnje, ali evo tako i strukovne suradnje. Mogu, evo, spomenuti da smo prošle godine u sklopu našeg programa Pula čita upravo imali u knjižnicu iz Celja kao goste, gdje su također predstavili svoje programe i upravo smo i na temelju onoga što smo čuli implementirali mi jedan novi program u našoj knjižnici. Tako da, evo, zaista postoji i velika korist od ovih suradnji. Što se tiče ove izložbe, ona je inače otvorena u našoj gradskoj knjižnici 4. listopada, evo, nedavno. Evo, imali smo zaista jedan uspješan program 4. studenog u sklopu Dana slovenske kulture, a isto tako i u sklopu našeg malog festivala baštine, tako da se i otvorenje ove izložbe odlično uklopilo. Zahvaljujem, evo, još jednom Gradskoj knjižnici Celje na suradnji i vjerujem da nastavljamo i dalje. Evo, hvala vam.
Hvala, gospa Božleta. K besedi vabim gospoda Srečka Mačka iz Domoznanskega oddelka Srednje knjižnice Celje, koordinatorja sodelovanja med Celjsko in Pulsko knjižnico ter Slovenskim kulturnim društvom Istra iz Pulja. Hvala, pozdrav vsem tudi z moje strani. Kot je rečeno, pobuda za sodelovanje je nastala leta 2014. Takrat smo razne kulturne inštitucije v Evropi pripravljali projekte v spomin na 100-letnico Prve svetovne vojne. Tako je knjižnica v Pulju pripravila razstavo Pulj pred Prvo svetovno vojno. Mi smo pa ravno takrat pripravili razstavo o našem znamenitem celjskem 87. pehotnem polku. In kakšno naključje, ko sem jaz razmišljal to zgodovino, preberem, da je ta polk imel komando v Pulju in da je imel tudi tri bataljone stacionirane. In ne boste verjeli, kje? V zgradbi, kjer je danes Pulska knjižnica. In kakšno naključje, kaj ne? No in leta 2017 je bila ta razstava prevedena v slovenski jezik in potem gostovala po mnogih slovenskih knjižnicah, tudi v Vojaškem muzeju v Mariboru in zaključila leta 2018 ob 100-letnici konca Prve svetovne vojne v Pulju. No, povezanost naših območij sega, ko rečemo, naš spomin sega v to obdobje antike, se pravi Rimska Celeja in pa Pula sta imela istega gospodarja nad sabo. No in potem ta razstava, ki imamo danes bomo imeli priložnost sedeti od danes naprej tukaj tudi v Celju, pa se nekako nanaša na to obdobje Avstro-Ogrske, torej tudi obdobje, ki je nekako nas povezalo pred 10 leti. No, malo je pa znano to, da so tudi osebe, ki so, danes smo že slišali, družina Turk nas je povezala, ampak tudi v preteklosti so še bile druge osebnosti, ki so potem bile tudi osnova za to naše projektno sodelovanje. Eno od teh je Herman Potočnik Nordung. To je bila prva razstava, ki smo jo potem realizirali po tej pobudi za sodelovanje leta 2014 v jeseni. Avtor je bil Primož Premzl iz Maribora, no in potem kako leto kasneje, mislim, 2015 smo s to razstavo gostovali tudi v Pulju. No in pri naslednjem projektu smo širili partnerstvo. Tukaj v Celju imamo tudi zelo domoznansko proaktiven arhiv, zgodovinski arhiv Celje, in z njihovo razstavo, se pravi Zimo od strahu k veselju, v naslov avtor je dr. Borut Batagil, direktor arhiva, in ga posebej pozdravljam, tukaj je med nami. Hvala Borut takrat za pripravljenost za sodelovanje. No in potem v nadaljevanju, seveda, ideje so bile in prva izmed teh idej se je porodila ob misli na to, da so tukaj v Pulju tudi Slovenci, ki organizirajo proslavo v Prešernem dnevu, kot reče oni, v našem slovenskem kulturnem prazniku, s katerimi so potem tudi že knjižnica in slovensko društvo že sodelovali pri pripravi teh dogodkov. Tako smo potem našli tukaj temo, in sicer Miha Maleš, ilustracije Prešernovega sonetnega venca, in njegova, se pravi od Mihe Maleša ščerka, Travica Maleš, je živela, žal je pokojna, tukaj v bližini, v Laškem, v Recici pri Laškem, in tukaj smo kar nekaj časa, potem nekaj let to sodelovanje gradili s to gospod Travico. Sodeloval je tudi Medobčinski muzej Kamnik in potem pa seveda tukaj ne moremo mimo našega kitarakona iz Vojnika in njegovega vodje Jožeta Žlavsa, ki je takrat prispeval kulturni program na tem odprtju te razstave, povezano z Mihom Malešom. No in ljubezen tudi povezuje naša dva naroda. Sledila je razstava v ljubezenski zgodbi o celjskem grofu Frideriku in Veroniki Deseniški iz Hrvaškega Zagorja, ki je pripravil gospod Franc Kralj iz Braslovč. No, za kulturni program pa je poskrbelo naše ljubiteljsko gledališče Petra Simonitija, torej takrat imenovano Teharje Celje, in pa seveda mešani pevski zbor Encijan. No in že omenjeno letos spomladi smo gostovali z razstavo naše kolegice oziroma ilustratorke, svetovno poznane Lile Prape v Pulski knjižnici, sklopu te prireditve Pula čita, kot je že omenila naša kolegica, ravnateljica iz Pulske knjižnice. No, jaz mislim, da je prav, da se tudi moje minute izteče v zahvali. In sicer najprej gospe nekdanji direktorici Srednje knjižnice Celje, Poloni Ripel, ki je podprla mojo pobudo za sodelovanje
in pa tudi seveda njeni naslednici Polonci Vajc, da ima sodelovanje tudi zdaj njeno podporo tudi v tem našem današnjem času. In seveda zahvala velja ravnateljicam Okoljske knjižnice, najprej upokojeni ravnateljici Neli Načinovič, ki je odprtih rok sprejela predlog za projektno sodelovanje poleti, pred 10 leti, takrat še ni bilo tako vroče poleti kot je letos, in seveda sedanje ravnateljici Nadi Bužleta. Brez podpor navedenih zagotovo ne bi bilo današnjega dogodka, vsaj ne v takšnem prepletu partnerstva in obsegov. Zato hvala tudi Slovenskemu kulturnemu društvu Istra Pulj za pripravljenost za sodelovanje. In seveda zahvala velja gospe Neti Timer, ki je po odprtju razstave Pulj pred Prvo svetovno vojno leta 2017 pokazala delček iz njihove družinske zapuščine, povezane z življenjem njihovih prednikov na Brionih pred več kot 100 leti. In s tem spodbudila nastanek današnje razstave. In seveda naj zaključim zahvalo kolegici in vodji domozdanskega oddelka dr. Liki Hren-Medved, da je skupaj s soavtorima dr. Dašo Ličen in pa dr. Andrejem Vertenom so upravili strokovni del projekta. Hvala vsem, da ste danes z nami. Hvala. Hvala gospodu Mačku. Sedaj pa prosim dr. Alenko Hren-Medved iz Osrednje knjižnice Celje, soavtorica razstave Od Habsburških Brionov do medvojnega Celja, zgodba družine Turk, da nam razstavo tudi na kratko predstavi. Danes smo si nekako že odgovorili na vprašanje, kaj imate skupnega Celje in pa Brioni. To se pravi, poleg vseh sporednic skozi zgodovino je tukaj tudi družina Turk. Jurij in Julijana Turk, osrednja akterja pričujoče razstave, sta svojo skupno pot začela ravno na Brionih leta 1902 in jo potem sklenila leta 1921, kjer sta nov dom nekako v begu pred fašističnim režimom, ki je takrat vladal v Istri, našla prav v Celju. Idilično življenje Turkovih na Brionih je zmotila tudi Prva svetovna vojna, s katero je bil neizbežno povezan tudi atentat na prestolu naslednika Franca Ferdinanda, ki je bil ravno tako velik ljubitelj Brionov. In v tem času, med bivanjem Franca Ferdinanda in Turkovih, sta se ti dve družini srečali in ne samo, da sta se srečali, skozi otroška druženja sta spletli tudi zelo pristne odnose, ki so potem ostali še po smrti Franca Ferdinanda in njegove žene leta 1914. Zato lahko tudi tukaj v teh dveh vitrinah prvih nekaj dni razstave si ogledate tudi predmete, ki ste si jih družini izmenjali in seveda so te predmete Turkovi skrbno hranili vse do danes. Zahvaljujoč družini Ane Turk, poročene Golob, ki je vso to gradivo skrbno hranila vse do danes in zahvaljujoč gospe Neti Timer, ki je njeno skrb nadaljevala, lahko danes občudujemo čudovite družinske fotografije, razglednice iz Brionov, družinsko korespondenco in vse to smo nekako povezali v razstavo, ki je razdeljena na 3 sklope. Prvi sklop govori o Brionih v času do Prve svetovne vojne, drugi sklop govori o Francu Ferdinandu in njegovih obiskih na severnem Jadranu in pa Brionih in tretji del je potem posvečen tudi Turkovim in njihovi zgodbi od Brionov do Celja. Pri pripravi razstave smo združili moči moja malenkost, doktorica Daša Ličen in dr. Andrej Rahten, oba zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. To bi bilo iz moje strani vse. Lepo vas vabim, da si kasneje tudi ogledate razstavo in vam želim prijetno druženje še naprej. Hvala gospe Hren-Medved. K zaključnemu nagovoru pa vabim gospo Nežo Antonijo Timer, eno izmed potomk družine Turk, ki je prispevala gradivo in jo prosim za razglasitev otvoritve razstave.
rečem, vsem se zahvaljujem, vsem, ki so sodelovali pri pripravi te razstave in vam želim vse dobro. Razstava je odprta. Otvoritve razstave povabim na 2 spremljevalna dogodka. Prvi bo danes zvečer, in sicer koncert mešanega pevskega zbora Encijan iz Pulja ob 18. uri v Narodnem domu v Celju z prostim vstopom. Ter na predavanje rednega profesorja, doktorja Andreja Rahtena, v torek, 5. novembra ob 17:30 na oddelku Glasba film v Osrednji knjižnici Celje z naslovom predavanja Franz Ferdinand in habsburški obiski na Brionih v sodelovanju z ljubiteljskim gledališčem Petra Simonitija Celje.